kmetiji Košec z gospodom Aljažem, tako da kar tudi kaj nam povedal o kmetiji, kako ste začeli, vaši začetki. Naša kmetija se na tem mestu nahaja od leta 1952. Postavila sta moja stara starša, Minka in Vlatko Košec. Začela sta prvotno, ko so se zidali ta objekt z vzrejo perjadi, se pravi z perutninarstvom. Tako da tale objekt, v katerem se trenutno nahajamo, je bil namenjen reji tam nekje 5000 piščancev. Tako je bilo do leta 1988, ko se je piščančja reja umaknila iz kmetije in smo začeli z prašičjo rejo. Prej, v letu 1983, je pa že oče nasadil nasad lešnikov, 1 hektar, to je tam cirka 500 grmov, ki je pa tudi en zanimiv del naše zgodbe. Pa tudi bi rekel, ena taka kultura, ko jo ljudje ponavadi, ko čujejo, da prideluješ lešnike, so začudeni pa reče, sploh nisem vedel, da kdo v Sloveniji prideluje lešnike. Čeprav v končni fazi v Sloveniji tega kar ni. Kdaj ste pa vi dobili to idejo, da bi pa vi to popeljali na neko drugo stopnjo, tole prenovili, da boste... Ja, ta ideja je padla že nekje, oziroma ideja se je začela snovati pred cirka 10 leti, ko so se prvi načrti tudi za tale objekt naredili. Tedi je to pol tudi sam projektant, ko je naredil oceno stroškov, je bil tisti stroškovnik tak, da smo malo prebremzali pri celim projektu. Pol je pa čas minil, pa smo razmišljali naprej. Pa jaz tudi pol kot študent gradbeništva sem zadevo malo zrisal, pa malo bolj začel razmišljati o tej ideji, kaj se dejansko da z tega narediti. No, zdaj pa že cirka 3 leta, odkar v tale objekt vlagamo, ampak mislim, da smo že dosti blizu konca, pa da bomo tukaj bolj naprej pa lahko tudi ponujali še tiste, se pravi, naše izdelke in pa tudi izdelke ostalih kmetij Savinjske doline. Super, tako da, ko smo že pri izdelkih, kaj pa so vaši izdelki, kaj se ponujate? V osnovi, če rečem, smo tržno začeli z lešniki. Zdaj v nadaljevanju se tudi razvijajo še določeni produkti iz lešnikov, kot so razni štrukli iz lešnikovi namazi, lešnikovo olje, praženi lešniki, se pravi več variacij samih lešnikov. Drugo so pa suhomesnati izdelki. Ta segment v trgovini bo rezerviran za izdelke oziroma pridelke naše kmetije. Najdemo lešnike, nekaj že v novi preobleki, nekaj še v stari, seveda. Ko se takega projekta lotiš, pa tudi zraven prije celostna grafična podoba, vse, kar se s seboj potegne. In zdaj nekaj vrečk že imamo teh testnih, nekaj še imamo starih. V glavnem, to so surovi lešniki, imamo mlete lešnike, pražene. Na tej polici najdemo lešnikova olja, hladno stiskano, ki se stiska pri temperaturah nekje do 40 stopinj. To mu zagotovi, da drži več, bi rekel, hranilnih snovi. Na drugi strani je desertno lešnikovo olje, ki ga pripravljamo z stiskanjem praženih lešnikov, kar pomeni, da ima nekaj več arome, tudi bolj intenzivno barvo. Uporablja se pa v kulinariki oziroma za sladolede, za razne take zadeve. Ko ga enkrat probaš, pol kar hitro dobiš ideje, kako ga uporabiti. No, v tej kozarčkih se pa skriva naš zadnji produkt, oziroma najnovejši produkt, to je lešnikovo maslo. Delamo ga po praktično enakem postopku, kot se dela arašidovo maslo. Tudi sama sestava lešnikovega masla je dosti enaka kot arašidovega masla, tako da tisti, ki ste ga že jedli, verjetno poznate ta občutek, ko daš preveliko žlico arašidovega masla v uste, pa se ti cele uste skupaj zlepijo. Popolnoma isto pri lešnikih. Poleg naših izdelkov se bo v trgovini najdla še kar ponudba marsikatere druge kmetije iz spodnje in pa zgornje Savinjske doline, kar nam je tudi, bi rekel, v končni fazi nek cilj, da zaokrožimo eno tako ponudbo kmetij Savinjske doline. Recimo tukaj gor predstavljamo kmetijo Zupanc, od njih imamo sončnično pa bučno olje ter koruzo za pokop, to se nam zdi ena taka zelo zanimiva stvar in tudi sam predelovalec je rekel, da se mi je zdela to zadeva taka, da bojo pač koruzo vzgojili, posušili, bo zadeva pokala, imamo kokice, ampak se bolj kar hitro ugotovili, da je odzad še kar nekaj enih cak, ko jih moraš poštudirati, da koruza sploh začne pokati. V nadaljevanju imamo iz Braslovč, iz kmetije Strnad Bučence, isto bučno olje in pa fižol. Na polici boste našli tudi moko iz mlina Melita, iz Malih Braslovč, nekaj pekovskih dobrot iz naše pečice. V hladilniku se nahajajo pa izdelki iz kmetije Tonk, iz Gornje Savinjske, mlečni siri in pa
suhomesnati izdelki, prav tako z naše kmetije. Srednji prostor bo namenjen degustacijam in pa, če rečem tako, zaključenim družbam. Možno ga bo tudi najeti v sklopu raznih team buildingov in tako dalje. V osnovi bomo naše degustacije gradili na proizvodih naše kmetije, se pravi na suhomesnatih izdelkih iz svinjine in pa na lešnikih ter naših izdelkih iz njih. Možno bo seveda poskusiti po dogovoru tudi vse ostalo, kar bomo ponujali v trgovini še od ostalih kmetij iz spodnje in pa zgornje Savinjske doline. No, poleg mene se nahaja ta peklenski stroj za izdelavo lešnikovega masla. Princip je dosti enostaven, gre se za nasipno korito, noter imamo rotor pa stator, ki dejansko lešnike semljejeta do toliko fine zmesi, da zadeva steče in da je pa to čist homogena zmes za mazanje. Dobrodošli danes zopet v novi epizodi naše spletne tržnice od Vil do Vilic. Tokrat smo na kmetiji Jezovšek, z nami sta gospa Martina in gospod Miran. Torej, predstavila nam bosta svoje izdelke in pridelke. Nahajamo se tukaj v njihovem nasadu ameriških borovnic. Pa za začetek najprej poprašamo, kaj in kako so začeli, kaj nam ponujajo, kje lahko njihove izdelke kupimo in seveda vse ostalo. Pa gospa Martina, kar vas? Naša kmetija leži na nadmorski višini okrog 450 metrov, kar je idealno v bistvu za sadjarstvo. Tu ni veliko kar pozebe. Začeli smo leta 2009 s prvim manjšim nasadom ameriških borovnic. Leto 2011 smo nasad povečali na to velikost, to je sedaj 1300 sadik. Vmes pa sva se odločila, da v bistvu celotno kmetijo preusmeriva v sadjarstvo. Tako sva zasadila tudi robide, maline in pa aronijo. Kasneje, leta 2013, pa sva se odločila, da zasadiva še prve lešnike. Lešnik imamo površini cirka 2 hektara. Pretežno imamo istrske dolge sorte in 3 italijanske sorte, Gifoni, Romana, Rimski in Mozzarella. Stare imamo približno 8 let. Tako da kupci so nas kmalu spoznali, ker smo pač lokalno predstavili naše sveže izdelke na tržnici v Šentjurju. Začeli so prihajati domov, zanimalo jih je, kako to raste, kje je, tako da so si lahko stvari pogledali in ker so bili pač navdušeni, smo tudi vse pridelke lahko prodali večinoma lokalnemu kupcu. Sem pa zasledila na vaši spletni strani tudi, da imate možnost, da obiskovalci pridejo kar k vam in si tudi naberejo sveže borovnice, maline. Mogoče več o tem? Ja, to smo predvsem v prvih letih prakticirali, ker so pač hoteli videti, kje smo, kako poteka. Če ti nekomu rečeš, da ni tako škropljeno, da ne bi mogel kar iz nasada jesti, je vseeno drugače, kot če pride sem, pa vidi, da vsi jemo direktno z grma dol sveže plodove, pa tudi sam lahko poskusi, nekako zaupanje pridobiš. Tako da v tem času pa imajo raje dostave ali pa vejo, na katerih mestih nas najdejo v določenem obdobju. Ja, ob sobotah smo pred trgovino Keja v Šentjurju na kmečki tržnici, ob petkih pa smo v City centru Celje na kmečki tržnici. Poleti je predvsem to sezonska pridelava svežega sadja, se pravi maline, robida, borovnica. Čez celo leto imamo pa tudi ponudbo sokov. Predstavljam vam naše izdelke, kmetije Jezovšek.
Tamle imamo sok aronije, to je 100% sok aronije, hladno stiskan, pasteriziran, brez dodatkov. Potem imamo robidovo vino, ki je produkt samo iz robid, z dodatkom sladkorja, da je dovolj velika alkoholna stopnja. Priporočljiv je predvsem za slabokrvne ljudi. Potem je navadni jabolčni sok, sok jabolka in aronije, in pa sirup, robidov sirup, in pa borovničev sirup. Tu so pa tudi izdelki samo stisnjeni na stiskalnici in potem dodan sladkor in pasterizirani. Kar se lešnikov tiče, imamo pražene, čokoladne, karamelizirane, pražene mlete za kakšno pecivo in pa suhi plodovi aronije, ki pa so za čaj. Pozimi delamo tudi iz viškov lahko sadne namaze, sadni namaz iz robide, iz borovnice, iz maline. V bistvu, če kakšno sadje ostane viška, potem je to. Razmišljamo, da bomo nabavili liofilizator za sadje, se pravi sušenje sadja. Liofilizacija je postopek, pri katerem iz zamrznjenega sadja odstrani vodo direktno uplinjeno, tako da sadež obdrži obliko, okus, vonj in je zelo primeren za pekarsko industrijo ali pa kot prigrizki se tudi uporablja vse sadje. Tudi na sušilnico računamo, da bomo mogoče v kakšnem letu lahko bi sušili jabolčne krhlje, pa tudi kaj drugega.